spremljalci, prav lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. V tej oddaji smo zopet v koprski škofiji in z nami bo tudi koprski vihar. Vsem gledalkam, kateri nas spremljajo tudi preko Sponka TV televiziji, Sportorož in prav lep pozdrav. Vsekakor pozdravljam tudi bolne in ostarele in vse tiste, kateri nas spremljajo po celotni Sloveniji. Še posebej pa se pozdrav vsem tistim, kateri nas spremljate preko spletnega strežnika RKC. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljam škofovega vikarja, gospoda Renatota. Dobrodošli in lepo pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Tokrat bomo govorili o Vrtojbi, o jeziku in prav je, da kar njemu prepustimo besedo. Dobrodošli. Vrtojba je danes kraj na Goriškem, ki ima že blizu 2500 prebivalcev. Prvič se uradno v zgodovini omenja okrog leta 1200 pod imeni Tojva ali Tojfa. Bili sta namreč dve vasi, Zgornja Vrtojba in Dolnja Vrtojba. In prve omembe najdemo v goriških urbarjih ali v urbarjih goriških grofov. Vendar začetki naše vasi segajo, vsaj po do sedaj znanih podatkih, še v čas pred Kristusom. Namreč v 2. stoletju pred Kristusom je bil iz tistega časa najden rimski denarij na ozemlju Vrtojbe in sicer dobro hranjen srebrni denar, kajti tukaj so šle poti iz Ogleja proti notranjosti Slovenije in v tedanjo Panonijo. Potem najdemo naslednji tak dokaz v 2. stoletju ali 1. po Kristusu, namreč pri gradnji obvoznice pred par leti v Vrtojbi je nastal tudi izkop na koncu in tam so našli črepinje, ostanke rimskih strešnikov in rimskih amfor, ki tudi dokazujejo, da je naselje bilo že v starih časih, torej že v antiki. Naslednji, to je tretji tak dokaz, je pa tudi rimski bakreni novec iz 3. stoletja po Kristusu. Torej te najdbe, vključno z najdbo, ki pa še ni raziskana, iz srednjega veka, zgodnjega srednjega veka, na lokaciji Sveti Pavel na Polju, govorijo, da je tukaj bilo naseljeno to področje že v zelo starih časih. Potem naslednji taki bolj oprijemljivi podatki so res okrog leta 1200, ko opazujemo, da se pojavi najprej ime Tojva ali Tojfa. Zdaj, pomen tega imena je morda treba iskati v časih, vsaj tako pravijo strokovnjaki, pred rimskim življem. To je, nagibljamo se, vsaj jaz osebno, k mnenju, da je ime morda keltsko. To je v času stoletja pred Kristusom, 300-400 let so bili tukaj Kelti na področju, ki je v sosednjem Šempetru. Tam je bila leta 1867 najdba, ki govori o tem, da so Kelti resnično tukaj živeli. Potem pa tudi poleg imena Tojfa, ki bi prišlo morda iz imena Tauber, kar pomeni potok, tekoča voda, po katerem je tudi ime Vrtojba dobilo svoje ime. In pa tudi iz nekaterih toponimov, zlasti recimo so to imena za griče okrog Vrtojbe,
ki so na vrtojbanskem katastru, govorijo o tem, da so verjetno bili tukaj Kelti, ki so dali svoj pečat tudi tem imenom. Kakorkoli že, potem skozi stoletja, po letu 1200, se te dve vasi omenjata različno. V nemškem času ali v času prevlade goriških grofov so to bila imena Vertoib, Fortoib, Ober ali pa Unterfortoib. In že tam okrog 1500 se pa pojavi ime v sedanji obliki, vendar s črko I, Vertoiba, in kasneje potem bliže nam pa tudi Vrtojba. Vrtojbenci rečemo našemu kraju narečno Vrtejba in prebivalci te Vrtejbe smo Vrtejbenci ali Vrtejbenke. V zgodovini smo bili povezani veliko z našo bližnjo Gorico, ki je nam najbližje mesto, danes okrog 45.000 prebivalcev. Tja so naši predniki, ki so bili seveda ves čas do novejših časov kmetje in so živeli od zemlje, izvažali potem domače pridelke. V glavnem so to bili pridelki, kot je zgodnji krompir, potem zelenjava raznih vrst, od ohrovta ali vrzot, pa do kavulov ali cvetače, potem rehot ali redič, potem raznovrstna salata ali solata in seveda tudi zgodnji pridelki sadnega drevja, še posebej so tukaj bile in so čerešnje ali češnje, potem pa tudi grozdje. Gotovo je najbolj zanimivo dejstvo, ki ga je mogoče tudi dokazati z arhivskimi podatki, katere dobimo še posebej v Gorici, in sicer v državnem arhivu, pa tudi v pokrajinskem arhivu, da je Vrtojba težila v svoji trgovini tudi do Trsta, ne samo v Gorico, in celo na severu do Dunaja. Tako je zanimiv podatek iz leta 1912, ki ga najdemo v arhivu, namreč takrat je vrtojbanska občina prosila deželno vlado v Gorici, da ji pomaga finančno pri izgradnji ceste od Vrtojbe do Štandreža, to je do železniške postaje tovorne, kamor so naši ljudje in naši predniki vozili to zelenjavo, zato da so jo čim prej spravili na tržišče na Dunaju, in tam je utemeljitev, če nam boste pomagali zgraditi to cesto, bomo mi 14 dni ali dobra 2 tedna pred Nemci imeli krompir na Dunaju. Torej, to govori o dejstvu, da so naši predniki imeli živahne trgovske stike s širšo okolico, ne samo zgolj z Gorico. Vrtojba seveda je vas, ki živi od vsega začetka s kmetijstvom, vendar je bila v zgodnjih časih, še posebej v časih, bomo rekli, prebujanja slovenskega naroda, močno tudi v ospredju na kulturnem področju. Tako najdemo občino Vrtojba že leta 1866, pa vse do leta 1927, ko so jo italijanske okupacijske oblasti med zadnjimi na Goriškem ukinile. Torej, samostojna občina, v katero so spadale še vasi na začetku Vogrsko do 1884, in pa seveda ves čas potem tudi Volčja Draga in Bukovica. Vrtojba je tudi v teh drugi polovici 19. stoletja leta 1867 dobila svojo šolo in 1868 tudi svojo čitalnico. Zanimivo je, da je kultura imela zelo močen odziv med domačim prebivalstvom.
Čitalnica spada med prvih 10 ustanovljenih na Goriškem v tistem času in je bila nositeljica velikega kulturnega življenja, saj so v okviru čitalnice nastali pevski zbori, potem tudi tamburaški zbor, potem so razna društva nastajala, recimo veliko je bila bralna kultura na Višini, saj je bilo več 100 ljudi vključenih v to čitalnico in si je sposojilo knjige. Potem najdemo tukaj tudi zavarovalnico za govejo živino in kot posledica tudi tega kulturnega življenja, takoj po prvi svetovni vojni, najdemo tukaj tudi 2 stavbeni ali zazidalni podjetji ali zadrugi, ki sta pomagali obnoviti ne samo obe vrtojbi, Gornjo in Dolnjo, po porušenju v prvi svetovni vojni, ampak tudi v sosednjih krajih sta delovali. Vrtojba ima v svoji zgodovini tudi take zelo zanimive poudarke, kot je na primer to, da je imela v svoji zgodovini stare stavbe, ki jih danes vedno znova bolj pomikamo v preteklost, se odkrivamo zgodovinske vire, ki nam govorijo, da sta recimo prvi 2 cerkvi, ki se omenjata v arhivskih virih, v Dolnji Vrtojbi svetega Pavla in v Gornji Vrtojbi svetega Otona ali svetega Urta po domače. Prvotno smo mislili, da segata v leto 1593, zadnja leta pa novejši viri kažejo, da sta bili že gotovo leta 1507, gotovo pa tudi že kaj prej. To sta bili prvi cerkvi v Gornji in Dolnji Vrtojbi, v Gornji svetega Otona, v Dolnji svetega Pavla in sicer ta v Dolnji Vrtojbi na ravninskem predelu, kar kaže, da takrat še niso bili verjetno tako nevarni časi, da ne bi gradili cerkva na ravnini, medtem ko v Gornji Vrtojbi pa je bolj na hribovitem predelu. To gotovo nista bili župnijski cerkvi, saj smo cerkveno spadali ves čas pod župnijo Šempeter. Tja do leta 1722, ko je tedanji jezuitski kaplan vojaške posadke na Goriškem gradu Štefan Mozetič z listino dosegel, da so ustanovili kaplanijo v Vrtojbi. No in po letu 1832, ko začnejo že prve samostojne matične knjige pisati v Vrtojbi, najdemo potem leta 1864, da postane Vrtojba samostojen vikariat s svojim lastnim duhovnikom, seveda podrejen še vedno Šempetru. In končno postane leta 1935 Vrtojba tudi samostojna župnija, ki se razvija samostojno. Od prvotnih 2 cerkva preidemo v 18. stoletju na nadaljnji 2 cerkvi, namreč po koncu, recimo proti koncu 18. stoletja, za časa Jožefa II. Avstro-Ogrskega vladarja, se opusti tako cerkev svetega Pavla na Polju, kakor svetega Otona v Gričih in se zgradi 2, ne vemo točno kdaj, cerkvici, in sicer v Dolnji Vrtojbi svetega Janeza Krstnika, v Gornji Vrtojbi pa svetega Jožefa, ki sta postali nekje nosilki verskega življenja v Vrtojbi v času vikariata in potem do prve svetovne vojne. Prva svetovna vojna je Vrtojbo spravila na frontno črto in vas je bila v celoti, razen ene hiše, podrta. Ostala je samo nedotaknjena, tako rekoč, hiša sredi vasi, kjer je bilo vojaško okrevališče oziroma bolnišnica ali neke vrste
ambulanta in to so spoštovali tako avstro-ogrski kot italijanski vojaki in hiša je bila ves čas vojne nedotaknjena. Sicer pa je bila vas sama popolnoma prekopana, kajti prav sredi vasi je potekala fronta in na 5 mestih je bila tudi cesta prekopana in strelski jarki povsod. Naši ljudje so v prvi svetovni vojni zelo veliko pretrpeli. Če omenim, da so recimo izgubili v vojni ali hitro po vojni za posledicami vojne 61 fantov in mož in da je šlo v begunstvo celotno prebivalstvo, potem razumemo, kakšno je strahote je vas, poleg tega, da je bila porušena, tudi pretrpela. Bili sta porušeni tudi obe cerkvi, svetega Janeza Krstnika v Dolnji in svetega Jožefa v Gornji Vrtojbi, in takoj po vojni, ko se je vojna ustavila, so ljudje hoteli obnoviti obe cerkvi v prvotno stanje. Vendar tedanji župnik oziroma vikar, bolje rečeno Franc Švara, doma iz Gorjanskega na Krasu pri Komnu, je s svojo kraško vztrajnostjo dosegel, da so, kar se je potem pokazalo modro, zgradili sedanjo cerkev srca Jezusovega sredi Vrtojbe. In sicer bila je posvečena potem 13. decembra 1925. leta. To je bazilikalna cerkev, cerkev v bazilikalnem slogu s 3 ladjami, zelo velika, zvonikom, ki ima 41 metrov višine. Cerkev sama je visoka 10 metrov in sprejme veliko ljudi. Ta cerkev je dejansko povezala obe vasi med seboj. Do takrat, skozi vso zgodovino, imamo vedno 2 ločeni vasi, Dolnjo in Gornjo Vrtojbo, s samostojnimi življenjskimi navadami. Od tedaj naprej pa se začnejo potem tudi hišne številke poenotiti in ljudje tudi dobivajo in dobivamo nekje enoten vaški poudarek, tako da danes lahko mirno govorimo o eni Vrtojbi, čeprav v spominu starejših sta še vedno 2, Dolnja in Gornja Vrtojba. Če pogledamo tudi, preden gremo naprej v tem našem zgodovinskem pregledu, malo prebivalstvo našega kraja, bomo videli, da imamo mi tudi neke vrste uskoške korenine. Vrtojbenci imamo podatek v urbarjih goriških grofov in drugih virih iz srednjega veka, da se je tukaj v 16. stoletju naselila močna skupina uskokov. Ne vemo točno še zakaj. Verjetno so bile vojne ali kakšne kužne bolezni tiste, ki so prebivalstvo izpraznile, ne samo seveda v Vrtojbi, ampak verjetno tudi v kakšnem bližnjem in daljnem kraju, in tako so potem tedanji oblastniki, fevdalci, grofje in drugi iskali ljudi, da bi zapolnili to praznino. Tako poročajo viri, da se je v 16. stoletju naselila približno 500 enot, težka, če se meni tako izraziti, populacija uskokov na ozemlju Vrtojbe. Torej imamo nekakšne uskoške korenine. In zdi se mi, da še danes lahko opazujemo nekoliko, če smem tako seči na to področje, v značaju recimo neke poteze, ki govorijo tudi o južnem karakterju ali značaju, ki je lasten, bomo rekli, uskokom ali iz Dalmacije ali iz Bosne, skratka iz turških krajev, ko so bežali pred tedanjimi osvojitelji iz Bližnjega vzhoda. Recimo smo bolj družabni, kakor morda ljudje okrog
vasi smo bolj vzkipljivi, smo bolj veseli narave, radi praznujemo in podobno. To je mogoče najti v našem značaju, ki govori o uskoškem značaju naših prednikov. Vendar, če gremo potem naprej, bomo videli, da so se Vrtojbenci s svojo delovnostjo in pridnostjo velikokrat skozi zgodovino potem znašli v položajih, ko je bilo treba reševati bodisi kulturno, bodisi to gmotno dediščino in so se kar lepo izkazali. Omenil sem že našo občino, iz leta 1866 ustanovljeno. Takrat smo se osamosvojili oziroma odcepili od sosednjega Šempetra, pod katerega smo tudi spadali. Občina je bila dokaj, bomo rekli, za tiste čase aktivna, delovna, seveda ji je manjkala neka finančna podlaga močna, da bi lahko več ustvarila. Vendar najdemo v občinskem nekdanjem gradivu, v Goriškem arhivu veliko takih, bomo rekli, podatkov, ki govorijo o tem, da je bilo življenje zelo živahno, iz njih izvemo tudi, kdaj so bile vpeljane enotne hišne številke, kdaj se je kakšno cesto preimenovalo iz krajevne v občinsko ali v deželno. Najdemo tudi gradnje, recimo, vodnjakov, ki jih je bilo v novejših časih največ 52, v nekdanjih avstro-ogrskih časih pa so bili kakšni 4 vodnjaki tudi, ki so dovajali ljudem vodo občinskega značaja in so jih tudi potem v občini vzdrževali, obnavljali, poglobili, čistili in podobno. Potem najdemo tudi podatke o tem, da je vedno bila občina močno povezana s šolo. Začetek šole postavljamo v leto 1868 in sicer v Gornji Vrtojbi najprej, v eni majhni stavbi nekdanjega učitelja. Potem pa se počasi šolsko življenje seli v ostale stavbe, dokler ni bila 1908 zgrajena šola sredi vasi nekako, to je sedanji zadružni dom, kot rečemo. In v tem vmesnem času, pa tudi še kasneje, so bili odseki šole tudi v Dolnji Vrtojbi po raznih stavbah. Na začetku najdemo vedno eno, potem dvorazredno, 3-razredno in 4-razredno šolo in 4-razredna je še danes. Če je bilo na začetku zelo veliko šolskih otrok, govori se, da prav začetki kažejo 272 šolskih otrok v Vrtojbi, seveda obe Vrtojbi sta to skupaj, potem najdemo v sedanjem času pa kar majhno število in je vprašanje tudi, ali bo osnovna šola prvih 4 razredov v Vrtojbi tudi obstala. Če bo šel trend tako naprej, verjetno ne prav dolgo, kajti otrok je premalo. Če pogledamo še nekoliko potem ostalo življenje v Vrtojbi v preteklosti, bomo videli, da je kulturno življenje bilo tudi na področjih, ki se nam zdijo za današnji čas in drugačno, ne samo kulturno življenje, tudi športno. In nas kar preseneča, recimo, da smo imeli že leta 1905 kolesarsko društvo v Vrtojbi. Seveda ne moremo govoriti o kolesarskih društvih današnjega časa, ki so tekmovala na, recimo, mednarodnih prireditvah in podobno, vendar za tiste čase je to društvo prirejalo tudi izlete v bližnjo in daljno okolico, potem kolesarske dirke, tja do 100 km dolge in tudi ob raznih praznikih, ko so združevali kulturne prireditve s športnimi, recimo v času po Veliki noči ob župnijskem shodu svetega Janeza Krstnika ali svetega Jožefa, torej še v času Avstro-Ogrske, govorimo potem o živahni dejavnosti. In smo imeli tudi nekaj domačih, dobrih kolesarjev,
do te mere, da so tekmovali na regionalnih ravneh in tudi večkrat zmagovali. Potem zanimivo, kar najdemo, je to, da je bilo življenje vrtojbenskega človeka vedno do sredi 70 let, lahko mirno rečemo, povezano z zemljo. Omenil sem že živahne trgovske posle s Trstom, še prej z Gorico in z Dunajem, vendar najdemo v tem našem obdelovanju zemlje tudi zelo zanimive značilnosti, ki so morda tiste, ki Vrtojbo nekoliko potem oddaljijo ali ji dajo poseben poudarek v primerjavi s sosednjimi in okoliškimi vasmi. Recimo, mi smo bili zelo povezani z živino, vendar ne v taki meri, da bi recimo pri nas bilo tukaj doma kakšno pašništvo. Tako da stari viri ne govorijo o kakšnem velikem številu ovac ali pa krav, ki bi presegale neke normalne številke. Govorijo pa o precejšnjem številu volov, s katerimi so obdelovali zemljo. In eden od takih zelo značilnih poudarkov je pa tudi zaradi trgovanja s sosednjo Gorico in zaradi ravnine, ki je tukaj pri nas, saj pretežni del vasi je na ravnini, nekaj je tudi na gričih, zadaj za vasjo. Potem najdemo tukaj vozilo, ki je zelo značilno, morda najbolj za našo vas, še bolj kakor za druge. To je tako imenovana borela. To je dvokolnica. V Sloveniji je več izrazov za to vozilo, gare, cize in podobno. Naprej so razna druga še imena. Pri nas je bilo to zelo praktično vozilo, ki je med samokolnico ali kariolo, kot rečemo po domače, in vozom, namreč vmesno vozilo, ki omogoča prevoz lažjega števila pridelkov ali manjšega števila pridelkov, zelo hitro, tako z njive domov, kakor tudi od doma potem na tržišče v sosednjo Gorico. Tako da še danes uporabljamo to vozilo, vendar seveda posodobljeno, bolj, bomo rekli, na kolesih, ki spominjajo na domača gumijasta kolesa in si jih kar velikokrat tudi ljudje zaprežejo, bodisi za avtomobil, bodisi za kolo kot tako in si kar nekaj pomagajo. Vendar vedno znova čutimo potrebo po ohranitvi tega, bomo rekli, skoraj simbola naše vasi Vrtojbe in zato smo v okviru kulturnega društva Tojba tudi ohranili v miniaturni izdaji ali izdelku to vozilo. Če pogledamo našo zgodovino, bomo videli, da je bila Vrtojba vedno povezana tudi s sosednjimi vasmi. Čez mejo takoj najdemo slovenske vasi, kot so Štandrež, potem Gabrje, Sovodnje, Rupa, Peč. Zlasti s temi vasmi čez mejo, vmes jih loči samo vrtojbensko okolje, smo imeli skozi vso zgodovino lepe stike, tudi naši ljudje so se tja poročali, še posebej so močne vezi s Štandrežem, in pa ljudje od tam so se tudi poročali v Vrtojbo v preteklosti. Imeli smo tudi druge kulturne in verske stike s temi vasmi, tako da si nismo tujci še danes in ob olajšavi sedaj z mejami, ki teče od konca leta 2007, to se pravi, ko smo vstopili v šengensko območje, v Združeni Evropi, je ta stik še veliko lažji in bogati so tudi kulturni stiki, pa tudi osebni stiki med ljudmi z ene in druge strani meje. Če pogledamo potem našo vas, recimo z tega, bomo rekli, jezikovnega vidika, bomo videli, da mi govorimo tukaj narečje v Vrtojbi, ki je mešanica beneškega narečja, ki prihaja preko Brd do nas, in pa kraškega narečja.
Tako nekako spada v to narečno skupino tudi naša vrtojbenska narečna govorica. Popestruje ali bogati, če hočete, jo pa tudi vpliv naših sosednjih narodov, ki so naši sosedje, tudi po govorici. To so še posebej v našem narečnem govoru furlanske besede, potem so italijanske besede, močna skupina besed je tudi nemškega izvora, kajti tukaj so bili dolga stoletja, skoraj 500 let, goriški grofje, in nek rahel vpliv je tudi vpliv bizjaškega narečnega govora, ki je veja furlanskega narečja v okolici recimo Tržiča ali Montfalcona, danes se to narečje govori. Tako da imamo kar močno narečno tako govorico. Ta narečna govorica se je okrepila, bomo rekli, v zadnjih 10 letih, odkar imamo še posebej v vasi kulturno društvo Tojba, ustanovljeno leta 1998, ki ima namen graditi prav to naše kulturno bogatstvo in ga ohranjati. V okviru tega društva izdajamo časopis Tojba, potem prirejamo narečne prireditve, kot so razne igrice. Bile so objavljene v letu 2007 v knjigi Štorje Šešarjev Antobing, in ravno to ime Šešarji in Tobinke, to so nosilci ali imena za nosilce naše domače noše. Mi smo imeli v preteklosti in smo hranili tudi za prihodnost nošo, ki je praznična in delavniška in je nekako, bomo rekli, povezana s sosednjo Furlanijo in bližnjimi vasmi, kakor je recimo Paturen ali Podturen, danes rečemo tudi Sveti Rok, župnija v Gorici, ki je predmestje med Pravo Gorico in pa Šempetrom, in tam imajo tudi podobno nošo. Torej naši ljudje, naše žene, naši možje so segali po svoji noši tudi nekoliko v mesto, tako da je naša noša zelo bogata. Recimo praznična noša ženska je iz svile ali tobina, tako zgornji del ali bluza, kakor tudi spodnji del, to je kotola ali krilo, in pa predpasnik ali firtoh, so vsi deli bogato izvezani iz svile. In ko smo obnavljali to nošo v letu 1998, smo tudi segali po svili, ki smo jo dobili iz Kitajske, in tako nekje zelo sorodno obnovili to nošo, kakor je bila nekdaj v našem kraju. Uporabljamo jo pa za razne prireditve, tako da krajevni kot medkrajevni, bomo rekli tudi širši ravni, in celo čez mejo segamo kdaj tudi z našimi dekleti in ženami, ki oblečejo to nošo. Medtem ko moška noša pa ni bila nič kaj posebnega oziroma podobna drugim goriškim nošam, torej bil je klobuk, bila je kamažola ali suknič in pa brgeše ali hlače z visokimi šolni ali čevlji, skratka nič posebnega v primerjavi z drugimi, in krasilo je to nošo tudi še verižica, ura na verižici, ki je molila tako moškemu iz žepa za praznike. Če pogledamo potem naše življenje v vasi naprej, bomo videli, da se je Vrtojba v novejših časih potem nekako iz kmečke dežele ali iz kmečkega življa prevesila v industrijski živelj. Mi smo blizu Gorice, ki jo je do nedavnega močno ločevala meja, smo pa v letih po drugi svetovni vojni zgradili nekako močan stik ali močnejši stik s sosednjim Šempetrom in Novo Gorico,
In v te kraje ter druge v bližnji okolici so naši ljudje odhajali na delo. Tako da danes govorimo o delavcih, o nameščencih in ne več o kmetih, ki jih je morda res samo še majhno številce v vasi. Če je nekdaj naša hiša bila izrazito kmečka, danes postaja moderna, pač hiša sodobnega življenja, ki je marsikje drugod tudi na Goriškem in nima nič posebnega. Stara hiša je pa imela nek tak, bomo rekli, furlanski slog. V pritličju je bila običajno kuhinja, tako smo rekli kuhinji po domače, zraven je bila špajza ali šelberoba, to je shramba za, bomo rekli, gospodinjske predmete, pa tudi za hrano. Spodaj ali pa zraven na isti ravni je bila še klet, včasih tudi skopana globlje v zemljo. In v prvem nadstropju pa običajno so bile sobe ali kambre za spanje. Ena, dve, odvisno od tega, kako premožen je bil kmet oziroma družina. Na vrhu teh kamber ali spalnic je bilo ponavadi še recimo podstrešje ali kašča, kamor so shranjevali razna semena, hrano in druge stvari. Hiša je bila krita s korci ali strešniki, spredaj nad pritličjem, torej med pritličjem in prvim nadstropjem je bil ponavadi gank ali bomo rekli gang tudi, bolj nekje polno, to se pravi balkon, ki je povezoval večkrat tudi razne sobe v prvem nadstropju med seboj. Do njega se je prišlo bodisi po notranjih, največkrat lesenih stopnicah, tudi grajenih iz kamna, ali pa tudi po zunanjih stopnicah, različne pač izvedbe so bile. Nadaljevanje te hiše v pritličju, potem je bila štala ali hlev za živino, krave, volove, pač kar se je imelo. Včasih je bila ta štala tudi ločena od te stanovanjske hiše ali stavbe, večkrat pa tudi kar skupaj. In zgoraj nad štalo običajno je bil senik, kjer se je shranjevalo seno, ki se ga je po posebnem jašku ali trombi po domače spuščalo v hlev, v štalo in tam hranilo tudi živino. Naprej od te štale ali gospodarskega poslopja je večkrat bil tudi svinjak ali po domače hlev za prasce in tam je odvisno od družine, koliko je bilo teh prašičev. Tako nekako je izgledalo gospodarsko in še prej stanovanjsko poslopje neke povprečne hiše v Vrtojbi. Seveda nekatere hiše bogatejših, bodisi gostilničarjev, imeli smo v najbolj razvitih časih okrog Prve svetovne vojne nekoliko prej tudi do 12 gostiln v vasi, polovico v Gornji, polovico v Dolnji Vrtojbi, in pa hiše trgovcev, ki so včasih združevali tudi gostilniško dejavnost s trgovino ali pa tudi samostojno. Te so bile večje in so imeli tudi po več sob, bile so boljše grajene, bolj gospojsko. Gotovo ena posebnost vasi je bil tudi vaški mlin. O njem segajo podatki tja sredi 18. stoletja in je bil vse do nekaj let po drugi svetovni vojni aktiven, čeprav je bil v prvi svetovni vojni leta 1916-17 porušen, potem so ga obnovili, vendar zaradi pomanjkanja vode na Vrtojbici, kjer je bil ta mlin v Dolnji Vrtojbi, seveda se ni mogel držati ob konkurenčnosti sodobnih mlinov in je bil opuščen in seveda danes ni nobenega sledu, razen na starih fotografijah, več o tem mlinu. Ampak je dajal nekje pečat dolnjemu delu Vrtojbe, saj je bil zraven mlina kakšnih 200 metrov proč, morda še manj,
jez na Vrtojbici, ki je zbiral vodo, ta je bila po posebni raki ali do vodu speljana potem do mlinskih koles. 2 mlinski kolesi sta bili in tam se je mlelo v času, ko je bila ta voda na razpolago, bodisi koruzo, bodisi pšenico. V kasnejših časih smo iz Vrtojbe vozili potem ti 2 poljščini, mlet v sosednje Bilje in Orehovje, kjer tudi danes tam ni več mlinov oziroma samo so še neki ostanki. O Vrtojbi lahko govorimo tudi kot o močnem, bomo rekli, kulturnem kraju glede na pevsko kulturo. Omenil sem že, da je pevska kultura bila že v času našega nastanka čitalnice, to se pravi v drugi polovici 19. stoletja močna. Vedno smo imeli čitalniški zbor, potem ob njem je nastal kmalu tudi pevski zbor Napredek v Gornji Vrtojbi, kajti mnoge dejavnosti v Vrtojbi, zlasti na kulturnem področju, so se sprožali tako v medsebojni konkurenci. Kar je imela ena vas, običajno je Dolnja Vrtojba bila bolj aktivna glede teh stvari, je potem sosednja Gornja Vrtojba kar v kratkem času nekje isto stvar uvedla in to je bilo zdravo za medsebojno tekmovanje, ker tako je tudi kultura in druge stvari so rasle. No, takrat smo imeli zbore na tej svetni ravni, kmalu nastane tudi cerkveni pevski zbor, o njem govorimo, bomo rekli, že po prvi svetovni vojni. Seveda na začetku nimamo domačih zborovodij, za ta cerkveni zbor hodijo pomagati iz sosednjih Bilj, še posebej duhovnik. Tamkajšnji vikar je hodil vaditi ta cerkveni pevski zbor v Vrtojbo. Močna skupina pa se hitro po drugi svetovni vojni okrepi. Tako imamo odličen mešani cerkveni pevski zbor, ki še danes poje, in ob njem imamo še mladinski pevski zbor. Na svetnem področju pa so se razvili iz nekdanjih, bomo lahko mirno rekli, čitalniških in drugih zborov, zbor Cirila Siliča, to je mešani pevski zbor, potem mešani pevski zbor Vrtojba in pa pevski zbor Društva žena, ki vključuje v glavnem tudi cerkvene pevke, tako da imamo trenutno v Vrtojbi kar 5 pevskih zborov. Naša dejavnost na kulturnem področju v Vrtojbi seveda ne sega samo na pevske zbore, ampak omenil sem, da smo že leta 1998 ustanovili novo kulturno društvo Tojva, ki ima ime po najstarejši omembi naše vasi iz okoli leta 1200. Seveda to ni prvo kulturno društvo, začetki so, kot sem omenil, pri čitalnici, potem so bili še nekateri poskusi po obdobju fašizma, po drugi svetovni vojni, vendar ta društva so delovala po nekaj let, tudi dramsko društvo je delovalo, s krajšimi domačimi igricami je nastopalo. Vendar potem je nastalo neko mrtvilo in to mrtvilo smo skušali potem leta 1998 pokriti z novo ustanovljenim kulturnim društvom Tojva. To je dejavnost, saj je izdalo že, mislim, da 21 številk domačega glasila Tojva, ki ga deli zastonj brezplačno vsem krajanom, vsaki družini. Je doma lahko to glasilo v 10 letih, torej smo izdali 21 številk, kar je za društvo, ki ima skromne občinske podpore, dokaj veliko. Izdali smo tudi 2 knjigi. Knjigo
Vrtojbelska pamet avtorja Renata Podbersiča, ki vključuje ljudsko modrost iz naše vasi. Izšla je knjiga leta 2001 in leta 2007 oziroma na koncu 2006 pa knjiga Štorije Šešeljon Tobing, zbirka 14 narečnih igric, ki so nastajale vsako leto v okviru našega društva kulturnega Tojba. Tako najdemo potem veliko dejavnosti tudi v animiranju raznih gledaliških iger, gostujejo gledališka društva iz okolice Vrtojbe, pa tudi iz Kanala, iz Štandreža in drugih krajev. Potem najdemo v okviru delovanja tega društva tudi prireditev Boreliado, ki jo že nekaj let podpira društvo. Pobuda je namreč za to krajevni praznik, ki je, bomo rekli, etnološke in turistične narave, prav naše društvo dalo in pri tej Borelijadi, ali kot se je kasneje preimenovala v praznik Borele, dajemo mi svoj delež s tem, da organiziramo običajno sprevod teh okolnic ali Borel in skušamo preko tega običaja obnavljati našo kmečko preteklost in stare navade. Če se vrnem nekako še na župnijsko območje ali življenje naše župnije, bomo videli, da je naša vas, ko je zaživela kot samostojna župnija leta 1935, seveda veliko naredila tudi na umetniškem področju ali na področju cerkvene umetnosti. Prvotna cerkev seveda ni bila kaj veliko okrašena. Ta cerkev, ki je sedaj in je bila zgrajena leta 1925, cerkev Srca Jezusovega sredi vasi. V 50 letih pa je tedanji župnik Bernardin Godnič povabil kot slikarja v našo župnijo Vrtojbo umetnika Toneta Kralja, ki je v dobrem desetletju poslikal notranjost cerkve z motivi, ki so lastni njemu. To so motivi nad glavnim oltarjem, velika slika na lesonitu Srca Jezusovega z najbolj znanimi svetniki na desni in levi, več metrov široka slika in visoka tudi 3-4 metre, tako da je kar obvlada prezbiterij te cerkve. Potem imamo v desni ladji križ Jezusa na križu, na eni strani so na njegovi desni poveličani, na njegovi levici so pa tudi pogubljeni pod križem in seveda je tukaj značilno za kralja upodobil razne obraze tedanjih znanih ljudi ali znanih iz naše slovenske polpretekle in pretekle dobe. Recimo upodobil je sveta brata Cirila in Metoda med poveličanimi, potem tudi naše misionarje Barago, pa tudi Slomška in druge. Med pogubljenimi pa je dal tudi obraz Mussoliniju, Hitlerju in raznim drugim tedanjim diktatorjem, ki so v svojem času naredili veliko hudega. Na levi strani cerkve ali v levi ladji pa imamo upodobljeno Marijo z domačo cerkvijo Srca Jezusovega v ozadju in na desni in levi so ljudje, ki nekje prihajajo v to cerkev in znano je, da je uporabljal pri motivih, zlasti za obraze teh ljudi, tudi domače ljudi, ki so tedaj v tistih letih živeli. Sam se spominjam, kako smo kot strežniki, mašni strežniki v cerkvi občudovali Toneta Kralja. Vsak dan je bil zjutraj pri maši, tedaj so bile maše še zjutraj, niso bile zvečer, kakor danes. In potem po maši se je lotil dela in nam kazal, kako dela. Najprej je zarisal figure, potem jih je barval
izredno preprost, bogat človek je bil in je našo cerkev obogatil z mnogimi umetninami. V kasnejših letih je potem za temi prvimi slikami dodal še 2 sliki o izgubljeni ovci in izgubljenem sinu za v bližini spovednic, 2 sta namreč, in pa križev pot vzdolž desne in leve ladje. Prav tako bogat je tudi, bomo rekli, notranji prostor cerkve z novimi klopmi in tako je danes naša cerkev izredno prijetna, z novimi zvonovi. V 90-ih letih je obogatena tudi zvokovno, saj so Vrtojbenci znani že desetletja in desetletja kot dobri pritrkovalci in vse praznike popestrimo tudi s pritrkovanjem, bodisi pred prazniki, bodisi med prazniki sami. V preteklosti seveda se je pritrkovalo tudi po 2-3 dni skupaj pred takimi velikimi prazniki. Naša župnija seveda je enotna in z tega vidika je tukaj gotovo velika prednost pred drugimi župnijami, ki so zelo razhodne, zlasti hribovske župnije, ali pa imajo po več cerkva. Mi imamo samo to osrednjo cerkev, kot znamenje, sakralno, versko znamenje pa je še ena kapelica zunaj vasi, v smeri bolj proti Štandrežu, ki rečemo Pil. To se pravi, tudi katastrsko so tam njive okrog tega znamenja dobile ime Prpilji, kot rečemo. Blizu cerkve, na drugi strani glavne ceste, ki teče skozi vas, je tudi pokopališče. Pokopališče najdemo omenjeno v najstarejših arhivskih virih, seveda okrog prvih cerkva, najprej okrog cerkve svetega Janeza Krstnika v Dolnji in svetega Jožefa v Gornji Vrtojbi, potem verjetno pod vplivom Avstro-Ogrske zadnja leta 18. stoletja ali pa Francozov, ki pridejo konec 18. stoletja in v začetku 19. stoletja, se začne razmišljati o enotnem pokopališču sredi vasi. Tako najdemo zanimiv dokument v Tržaškem državnem arhivu iz leta 1803, kjer so se domenili tedanji prebivalci Gornje in Dolnje Vrtojbe s podpisom listine, da pokopališče se zgradi za obe vasi, tedanji Gornjo in Dolnjo Vrtojbo, na katastru Dolnje Vrtojbe, gradili ga bodo pa in kapelico sredi tega pokopališča Gornja Vrtojba, pri udarniških delih bo pa pomagala tudi Dolnja Vrtojba. Vendar do leta 1881 pokopališče, zaenkrat še ne vemo zakaj, ni bilo zgrajeno in takrat se pojavi to enotno pokopališče, ki je bilo močno poškodovano in kapelica sredi tudi porušena v Prvi svetovni vojni, po Prvi svetovni vojni pa močno spet postavljeno prvotno stanje, s to razliko, da se je pomaknilo nekoliko, mislim za kakšne 4 metre od sedanje glavne ceste skozi vas. Tako da imamo sedaj res lepo urejeno pokopališče, dobro vzdrževano in je tudi bližina potem pogrebov med cerkvijo in pokopališčem zelo olajšala dostojne in lepe pogrebne sprevode. Naša vas je tako na zelo lepem kraju, na goriški ravnini, skozi njo teče potok Vrtojbica, ki izvira v Stari gori, torej naprej še od Rožne doline in se po nekaj kilometrih priplazi ali priteče do Vrtojbe, potem 2 kilometra skozi vas in pri Orehovljah se izliva v Vipavo. Potok je seveda ob sušnih obdobjih skoraj povsem suh, vendar v starih časih je bilo v njem veliko rib tudi,
kopanje je bilo pozimi, trsanje na zelenelih površinah. Danes je reguliran in je vanj speljana tudi odplaka iz šempetrske bolnišnice in Šempetra kot takega, tako da seveda ni v dobrem stanju. Vendar kljub temu je dal pečat vasi skozi dolga stoletja, saj so ob tem potoku napajali živino, se je pralo in mlin je bil, torej skratka dokaj lepo življenje je navdihoval tudi ta potok. Na desni strani ali severno od potoka so Vrtojbanski griči, ki jih najdemo v zgodovini tam v 19. stoletju omenjene kot Vrtojbanska brda ali po drugi svetovni vojni Vrtojbanski hribi. In ti griči so rodovitni. V 60. letih, prve polovici 60. let, je to gričevnato območje bilo prevzeto v tak kmetijski kompleks. Kmetje so razlastili oziroma so jim prodali to zemljo in sedaj so tam zadružni vinogradi ali vinogradi vinskega podjetja Vipa iz Vipave. Prideluje se dobro vino, črno še posebej, pa tudi dobra vina bele barve. Medtem ko Vrtojbansko polje je pa južno od tega, od vasi, in to je približno poldrugi kilometer dolg presledek med vasjo in državno mejo z Italijo. Na severu meji na Šempeter, na jugu na Miren in Orehovlje. In tako tukaj še danes ljudje lahko pridelajo zgodnjo zelenjavo, čeprav zaradi konkurenčnosti trga vedno bolj dira tudi druga zelenjava iz celega sveta, bomo lahko rekli, v naše področje, in kmetijstvo kot tako nekako zaživi. Če pogledamo še druga področja življenja v vasi, bomo videli, da se je vas iz kmečke prelevila v industrijsko sodobno primestno vas in tako najdemo tudi režim ali ustroj življenja v vasi dokaj meščanski. Avtomobili so pri hišah, potem najdemo tukaj, bomo rekli, tudi tiste sodobne pripomočke, kot so psi pa druge živali. Potem najdemo recimo že odtujenost ljudi, ki se ne poznajo. Vas je namreč v zadnjih 30 letih močno se povečala. Če najdemo na začetku, recimo še 100 let nazaj, kakšnih 1200 ljudi, prihajamo danes v številko 2500 in v načrtu je še zazidalni del v Gornji Vrtojbi, tako da se bo število prebivalcev s priselitvami, še posebej iz sosednjih hribovskih področij, gotovo povečalo za 300 ali še več ljudi. Tako da danes govorimo ne več toliko o enotni vasi, ker dajo pečat že tudi priseljenci, nekaj jih je tudi iz južnih, jugoslovanskih nekdanjih republik, tako da enotnega govornega pa tudi kulturnega prostora ne poznamo več. Vendar govorica se še ohranja pri starejšem rodu in rodu srednjih let. V kulturnem društvu Tojva naredimo veliko, da bi ohranili to govorico. Tako naše glasilo Tojva prinaša članke v narečni govorici, objavljamo knjige v narečni govorici, tudi prireditve imamo narečno obarvane in videti je, da ljudje, še posebej neko določeno, morda nekoliko ožje, ampak vendar dovolj močno število ljudi, ki ima korenine tukaj v Vrtojbi, kar lepo sprejema to narečno govorico in se vedno bolj zaveda, da je to tisti temelj, na katerem nekje izhaja, iz katerega izhaja vas
in na katerem tudi sedanje življenje sloni. To je vrednota, ki je naša vas ne misli zavreči, saj se zaveda velike vrednosti domače govorice, domače kulture, ki je zelo bogata. Če segamo v to kulturo v preteklosti, najdemo tako v nekdanjem avstro-ogrskem življenju, kakor tudi v življenju pod Italijo močne kulturne naglase. Recimo, Vrtojba ima veliko ohranjenih ljudskih pesmi, ki so ohranjene še posebej v Štrekljevi zbirki slovenske narodne pesmi. Potem imamo tudi veliko ohranjenih starih molitev, tam blizu 50, ki so zapisane tudi in ohranjene za poznejše rodove. Potem imamo tudi veliko takih besed, ki se sedaj zbirajo v vrtojbenskem narečnem slovarju ali slovarju vrtojbenskega narečnega govora. Zbranih je že okrog 15.000 besed in ta domači narečni slovar je pred izidom. Skratka, imamo bogato življenje na tem lepem koščku sveta, ki ima izredno blago klimo, podnebje in je zato vabljiv. Če je nekdaj bila voda tista, ki je ustvarila Vrtojbo, saj smemo reči, da je Vrtojba nastala ob Vrtojbici in so kasnejša stoletja dajala vodo in življenje s tem prebivalcem iz pečev ali vodnjakov, v današnjem času seveda iz dobro založenega goriškega vodovodnega omrežja dobivamo vodo. Smemo reči, da je današnje življenje pa poleg te, bomo rekli, materialne vode obogateno tudi z duhovno vodo, ki sega tako na kulturno področje, kakor na versko področje, saj si ne moremo zamisliti Vrtojbe tudi brez krščanskega življenja in prav glavne osebnosti v zgodovini Vrtojbe, ki so dajale tako, bomo rekli, materialni zagon, tako nam govorijo pač arhivski viri, in kulturni zagon, so bili ljudje iz vrst vernih ljudi. Tako naša Vrtojba gleda s nekim optimizmom v prihodnost, črpa iz močne, bogate preteklosti in upa, da je vpetje v združeno evropsko skupnost ne bo osiromašilo, ampak jo obogatilo, tako da bomo lahko obogatili širši krog ljudi tudi znotraj evropske skupnosti. Gospod Renato, jaz se vam zahvaljujem za te lepe besede, misli. Sam sem bil precej presenečen, da sem opazil toliko velikih mož, tako veliko pripadnost jeziku, narečju, pripadnost slovenskemu jeziku. Tudi za duhovno življenje je poskrbeno, se je tudi ena mlajša v pripravi v samostanu Sora v red karmeličank in še veliko takšnih mož bi se najdlo in sestra, Bogu hvala. Jaz se vam zahvaljujem za vse, čeprav je beseda hvala premalo in naj vam bo Bog v večnosti bogat plačnik in še veliko osebne sreče, pa veliko Božjega blagoslova želim vam in vsem vašim v tej vasi, v Vrtojbi in nasplošno tudi v celotni škofiji Koper. Hvala lepa.
Gospod Renato, jaz se vam zahvaljujem za te lepe besede, misli. Sam sem bil precej presenečen, da sem opazil toliko velikih mož, tako veliko pripadnost jeziku, narečju, pripadnost slovenskemu jeziku. Tudi za duhovno življenje je poskrbeno, se je tudi ena mlajša v pripravi v samostalno sora v red karmeličank in še veliko takšnih mož bi se najdlo in sestra, Bogu hvala. Jaz se vam zahvaljujem za vse, čeprav je beseda hvala premalo in naj vam bo Bog v večnosti bogat plačnik in še veliko osebne sreče, pa veliko Božjega blagoslova želim vam in vsem vašim v tej vasi, v Tojbi in nasplošno tudi v celotni škofiji Koper. Hvala lepa.